Dobar dan, pozdravljam na današnjem predavanju. Klinični center je organiziral to predavanje Pantona na spletnih dogodkih z nami Maja Peča-Zarnesa, ki nam se bo poučila o teh zadevah. Tukaj je lista prisotnosti, bom dal okrog, če se prosim podpišete gor. Hkrati imamo PowerPoint prezentacijo, pa dalo se bo tudi dogodek ogledati po video odreke. Lepo pozdravljeni, ne? Jaz sem Maja, pa delam na Arnesu. Če nam se začetku predstavim, Arnes je akademska in raziskovalna mreža Slovenija, skratka ponudniki interneta, dostopa do interneta in storitev za akademsko sfero, raziskovalno kulturo, izobraževanje in tako naprej. Hkrati sem jaz tudi sodelavec projekta SafeSea, ki se ukvarja z varno uporabo interneta. Skratka, to kmečkan na širše, predvsem se pa zadnjih, ko je 20 let sem vodila osnovno pomoč uporabnikom na Arnesu, skratka sem se ukvarjala z uporabniki interneta in se ukvarjala s tem, kako jih naučiti, kaj početi na internetu, kako ga uporabljati in tako naprej. Zdaj pa zadnjih kar nekaj let, najprej paralelno, zdaj že skoraj, da izključno se ukvarjam pa s tem, da učim ljudi, kako ne uporabljati interneta. Skratka, danes ne bomo govorili ne o enem, ne o drugem, govorimo pa nečem, kar je brzo z vsem tem povezano. Skozi vse, kar počnemo, smo pač, oziroma sem jaz osebno, pa moji kolegi, smo dobili tudi veliko izkušenj, kako uporabljati internet tudi za dogodke, kako pritegniti občinstvo in tako naprej. In zdaj danes bomo govorili o tem nekaj splošnega. Zdaj pa mene zanima mečkan, s kom imamo opravka tukaj. Ali ste vi izvajate kakšne delavnice, predavanja in podobne reči? Lahko date roke gor, tisti, ki to počnete? Kar dosti vas, super. Ali imate kaj izkušenj z spletnimi predstavitvami? To zdaj v koronskem času, ne? In kako se vam je to odneslo? Mislim, kako ste bili zadovoljni, nezadovoljni, čisti splošni vtis me zanima. V redu. Ostali? Kako smo bili porinjeni v to? Skratka, ti s cilom pridite, ne? To, kaj me večkrat zanima, da vidim, mislim, kdo je šlo občinstvo, ne? Dobro, zdaj, za začetek, velikrat uporabljamo izraz še vedno, zdaj malo manj, do korone je bil grozen popularen. Webinarji so bili nekaj časa hype. Pred korono vsake nekaj nas je dal, je delal webinarje. Takrat je bil to, mislim, zato, ker je fora, ker pa si napreden. Zdaj, kaj je webinar? Čisto osnovno, da gremo čez to. Webinar je ali predavanje, ali delavnica, ali sestanek, ali pač kar nekaj, karkoli že preko spleta. To ni več tazga. Namesto, da nekdo tukaj stoji, pač sedi nekje ali pa stoji, pa je za monitorom. To je vse, tako to je vsa razlika za res. Ampak, to je osnovna razlika, v resnici pa v praksi, kaj početi, kako početi na spletu, je pa malo drugače. Zaradi tega, ker, če pogledamo recimo to razliko, online versus offline, skratka, dogodki v živo proti dogodkom, ki so posneti ali so preko spleta v živo. Kaj je drastična razlika? V živo imate vi zlahka v bistvu kontakt z občinstvom. V živo imate vi pravzaprav veliko prostora. V živo imate vi možnost se odzivati na to, kaj občinstvo počne. V živo vi lahko delate vse mogoče. Ko delate pa to online, se pa spremenite v ploskovca. Vi ste naenkrat dvodimenzionalna slika in dokaj dolgočasna. Zdaj, prednost online dogodkov je zelo očitna. Prvič imamo lahko v spodnji del trenirke ali pa pidžame, pa se sam zgori napedelamo. In drugič nam ni treba mogoče na drug konc sveta. Skratka, so prednosti, ne bom govorila, da jih ni. Ampak treba se zavedati, v koroni smo bili vsi v to potisneni in zato, ker pač ni bilo izbire. Ampak ponavadi smo delali z naše dogodke isto, kot jih delamo v živo, ampak se ne da. Spletni pristop mora biti malce drugačen, zaradi tega, ker tam nimamo polne pozornosti ljudi, ker nimamo stika z ljudmi. Zelo pogosto je tako, da niti ne vidimo obrazov, ampak vidimo samo črne. Mislim, kar en profesor mi je razlagal in rekel,
končno je konc korone, ne, sem kot preselil sem se iz pokopališča v šolo. Prav meni izgleda, kada sem na pokopališču, same črne kvadratke sem gledal za znor. V glavnem so vsi dijaki izključili kamere in jaz sem govoril sam vase in praznino. Skratka, tukaj nimamo te povratne informacije in zato smo doskrat tudi hitreje bolj tako dolgočasni, malo pa pusti, pa kar ne vemo, kaj bi, mogoče malo zmedeni, skratka, to nam manjka. Zdaj, kdaj pa v teh časih, ko nismo v koronskih obdobjih izbrati vse online dogajanje, še vedno so take prilike. Se pravi, eno je potovanje, ne? Doskrat je tako, če mi že imamo navezan kontakt z nekim občinstvom, če ga že poznamo, če imamo že neko sodelovanje, pa se redno dobivamo, se izkaže, da je online dogajanje oziroma neki online dogodki, da so krasna dopolnitev k temu. Ne? Ker se že poznamo, ker imamo že nek stik. Ko gre pa za novo občinstvo, ga pa ne bomo kaj dosti, sem se moramo veliko bolj potruditi, če ga hočemo pridobiti za online dogodki. Ok, pa take, gremo za začetek na osnovni bonton oziroma osnove čistist. Kako razmišljati, ko gremo, ko smo offline, ne, razmišljamo, kako se bomo oblekali, ne, kako bomo stali, da ne mahamo preveč z rokami, ampak jih prav. V kameri seveda z mahanje z rokami še veliko težje zadeva, zato ker zelo hitro ideš ven iz kamere. Ne? Ampak nekaj stvari nam pa ni treba razmišljati. Jaz sem pridem s svojim ključkom, dam prezentacijo gor in to je to, in začnem predavati. Ne? Če pa predavamo iz delovnega okolja ali od doma, pa moramo pa razmišljati o marsičem drugem. Za začetek ozadje. Zdaj vi imate možnost, ne, seveda, da zablurate ozadje oziroma si date virtual background, ne, ki ima pa grozno zoprno lastnost. Ste kdaj videli, kako je te virtualno ozadja? Ko roke se pojavljajo, zginjajo, obraz, ne, ko frizura se spreminja z vsakim gibom, včasih se kaj iz ozadja enkrat premakne, tako malo je čudno, no. Ta virtualna ozadja so rešitev zasilna, ama niso dobre, ne. Dajte razmisliti, da je ozadje, zdaj odlično z kakšno vrsto prezentacije gre oziroma dogajanje, koliko je formalno, koliko vam je pomembno, da izpadete super profesionalno ali je to malo manj važno, ne. Ampak vsaj tako ozadje ne gre, ne. Tole ne sme biti ozadje, ne. Lahko je kuhinja ozadje, s tem nič narobe, samo je treba posodo svoje za začetek, ne. Mislim, če hočete biti profi, potem pa seveda se veste, ne, zlati res, ena rožica zraven na mizi, pa tako naprej, tudi to se vse da. Ampak razmišljati morate o ozadju, kar vam recimo v takem živo predavanju ni treba, ne. Druga zadeva, obleka, videz in take reči, ne. Ne biti sive miši na sivem ozadju. Ne se zliti z ozadjem. Seveda tudi ni treba, je tudi drug ekstrema, ne, mislim tako. Dajte se zavedati, ne, morate biti dovolj vidni, ne, skratka, to živopisnik, da vas opazijo, da se niste zlili, ne, sem ko res uno, kar z tistim zablurrenim ozadjem, ne, sem da vse skupaj izgleda isto. Tok se morate zavedati, vi morate že mečkrat z videzem pritegniti pozornost, zaradi tega, ker imate toliko manj možnosti, ne, da sploh pritegnete pozornost. Naslednja zadeva je zelo važna, osvetlitev. Ne pustite, da vam samo modri ekran sveti obraz. Osvetlitev dajte malo trenirati. Sami boste videli, glede na okolje, ne, kako. Zdaj, nikoli ni dobra, seveda, čist stranska svetloba, ki izgledate kot Frankenstein. Od ozadij svetloba je glih tako grozna, zaradi tega, ker boste izgledali kot črna senca na svetlem ozadju, tako čist čuden. Skratka, svetloba mora biti približno frontalna, ampak ne sme biti pa tako, da si date eno tako full luč v faco, ne, in bolj možikate, kad nič ne vidite, ne. Skratka, dajte malo trenirati to. Osvetlitev je izredno pomembna, zato ker brez solidne osvetlitve vas ljudje ne vidijo dobro in ste res čudni, ne. Zvoki. Zvoki so tudi taka zadeva, na katero morate misliti. Prvič, vaši zvoki iz ozadja, če mislite, da je nevarno, da ali da imate slab mikrofon, recimo na računalniku, ali da so neki zvoki v ozadju, ki se lahko pojavijo, dajte predavati s slušalkami in s tistimi, ki imajo še mikrofon še gor. Lahko vzamete tisto od telefona, mislim, to čisto lepo gre na računalnik tipično. Skratka,
pač neke slušalke, če imate neke zvoke v zadju. Drugo je, zvoki poslušalcev so zelo pogosto problem. Če imate veliko poslušalcev, dajte, ko se priključijo, jih takoj na začetku opozoriti, da naj utišajo svoje mikrofone. Ker zelo pogosto, meni se dogaja redno, ko imam predavanja online, da poslušam, kako mama svojih hčerki tam nekaj razlaga, pa psa odganja, in bolj ne veš, kjer izmed 50 mam moraš povedati, da naj izključ mikrofon. Ne? Skratka, dajte jih takoj na začetku, prosim, to je zelo važno. Ne? Pa če se da, če imate nadzor nad tem, je dobro, da jim vi, ko na začetku izključite mikrofone in potem si jih sami vklapljajo, ob samem priklopu, zdaj odvisno od sistema, ki ga uporabljate. Ne? Zdaj pa najtežji del je pa ohranjanje pozornosti. Ko smo mi tukaj, vi zdaj tukaj sedite, si pridno zapisujete, jaz imam vašo celotno pozornost. Vi ste celo tako civilizirani, da nimate pametnih telefonov, pa računalnikov pred sabo, pa ne tipkate noter med tem, kar je sicer pogosto na konferencah. Ne? Ampak še vedno, jaz tukaj vidim, imam polno pozornost in vsak hip lahko ugotovim, kdo mi je pobegnil, pa ga skušam potegniti nazaj. Ko ste pa vi ploskavci, pa tega ne morate narediti. Vi morate biti dovolj zanimivi, dovolj dinamični, dovolj kratki in jedrnati, da vam to sploh uspe. Skratka, dolžina je zelo pomembna, to je ena zadeva. Drugo je dinamičnost. Prekinitve, bomo šli čez nekaj različnih. Recimo, vmesna vprašanja. To je zelo dober način ohranjanja pozornosti. Da vprašate ljudi, ali razumejo, o čem govorimo. Da jih vprašate, ali pač nekaj iz tematike, o kateri govorite. To je izredno pomembno, ker tako jih majčkrat spodbodete. Če je občinstvo dovolj majhno, pa če se prijavlja s svojimi imeni, je grozno fajn, da zlasti recimo, ko pogledate, ko se prijavijo, pa vidite una prva imena, dajte si jih par zapomniti. In dajte jih probati angažirati na ta način, da mogoče, če vidite, da malo je nevarno, da se vam bo občinstvo porazgubilo, da rečete, joj, sem videla, da je gospod Janez, ko je prišel prvi sem, ko pa me zanima, če je še vedno z nami, pa je mogoče bi njega vprašala. S tem, ko boste eno samo ali pa dve imeni omenili, bodo naenkrat vsi začeli poslušati, ker se vsi ustrašali, da boste njega vprašali. Skratka, naenkrat boste dobili vse, ne samo gospoda Janeza. Kratki videoposnetki, recimo. Takrat, ko se vam zdi, da že nekaj časa imate nekaj, pa mogoče ni tako zelo grozno tako predavanje, da bi angažirali ljudi, pa dajte joj, ko zdaj so mogoče že malo utrujeni, pa dajmo nekaj za prekinitev, dajmo en video pogledati, ka malo ilustrira to. Skratka, dajte si vnaprej nekaj takih stvari pripraviti. To tudi zelo pomaga k dvigu pozornosti. Ljudje hočemo gledati video, če je pa še smešno malo sploh. Skratka, malo dinamike morate, se sami najbolj veste, o čem govorite, oziroma kakšne zadeve imate, kakšno dogajanje, kaj sodi v vaš kontekst. Potem je zelo važno, katero publiko naslavljamo. Ali so to zelo mladi, ali so to zelo stari, ali so to starši z majhnimi otroki in s 3 kužki okoli, ali so to poslovni ljudje, ki so zdaj v službi, pa jih nekaj čist moti, ali to je neko čist mešano občinstvo, ker na ta način boste bolj razumeli, kakšne distrakcije imajo oni, ker se tega se morate zavedati. Vsaka publika ima, ko ste vi tukaj, nimate distrakcije zares. Publika, ki pa sedi doma za svojimi računalniki, ima pa moti neskončno. Starši imajo ves čas otroke, ki jim noter padajo, mami je lahko tole, samo nujno je zdaj, Poslovni ljudje imajo svoje sodelavce, ki jim padajo noter, zdaj nujno tole mora poslati, lahko. Skratka, vi imate, oni imajo ogromno motenj. Karkoli naredijo, se temu ne more čisto izogniti. Če so pa zelo mladi, si pa motnje sami ustvarjajo 100%. Ne gledajo samo vas, ampak so hkrati še na YouTubeu, TikToku, pa še na čem drugem. Tam imate pa še veliko težje delo. Tam jih morate, če gre za zelo mlade ljudi, za otroke, za najstnike,
Tam je pa nujno potrebno osnovni nivo provokacije. Če gre za najstnike, mora biti provokacija hujša. Oni rabijo ruker, da jih zbudi. Dejansko jih morate provocirati, če hočete, da bojo z vami zdržali recimo 3/4 ure. Ni teorije, da ostane z vami 3/4 ure, če ne boste najdli nekega načina, da jih provocirate. Lahko z presenetljivimi vprašanji, lahko z nečem nenavadnim. Ali pa recimo, ko vidite, če je slučajno, če imate slike, lahko tudi zahtevate, da imajo vsi kamere, pa če vidite, da imajo kamero, pa vidite enega nekako dol gleda, pa rečete, joj, Aljaša, te lahko prosim, da deliš z nami, ker vidim, kar zdaj le počneš, ker vidimo, da se super dobro zabavaš. In naenkrat ti boste Skratka, res mislim, otroci in mladi ima ni teorije, da obdržite njihovo pozornost dol katerega 10 minut online, ne da bi jih prcali. Morate jih pač, če želite, no vse. To so tako eni taki osnovni. Zdaj, starejši imajo pogosto seveda težavo, dajte se vzeti na začetku več časa za njih, če imajo tehnične težave. Če niso rutinirani, da pač redno poslušajo take zadeve oziroma sodelujejo na spletnih dogodkih, dajte na začetku se zavedati, da boste rabili pač toliko časa, da jim pomagate. Ker dosti jih je pač zbeganih za vsak slučaj, tudi če vejo, kaj je prava zadeva, kako se lotiti, so malo previdni. Seveda mladi se naredijo na tanko obratno, naredijo neumno zato, ker ne pomislijo, starejši pa dostikrat najprej pomislijo, pa bolje, joj, kaj pa če ne bo prav. Skratka, tukaj se morate zavedati, se morate še malo časa za njih posebej vzeti, drugače ga boste vzeli nekje sred predavanja, ker se bo izkazali, da zdaj ste pa ugotovili, da nekdo vas ne sliši, da ste jih nekaj vprašali, ne more odgovarjati, skratka tukaj, ali pa kako se v tem chatu postavlja vprašanje, rabijo pomoč. Skratka, to je dobro predvideti že večkrat naprej. Pa na začetku, ko se vi predstavite in razložite, kdo ste, je online še toliko bolj pomembno, da se tako bolj osebno predstavite, da jih osebno angažirate. Ko se predstavljate takole, zadoščajo take zelo malenkostne zadeve, ker imate takoj občinstvo sabo. Ko ste pa vi online, pa že svojo predstavitvijo, vi nekako, če kaj osebnega poveste, čisto nepomembne zadeve, recimo rad kolesarjem, ali pa še koga zanima to, ali rad filme gledam, nekaj mečkanga. Toliko, da jih mečkan dobite enega malo osebnega stika z ljudmi, ker to jim manjka. Vi ste, kot že rečeno, ploskovci. Vi imate težavo in morate malo več angažmaja vložiti v to, če hočete. Pol je fino, če ni publika prevelika, da pozovete udeležence, da se predstavijo. Z imeni pa mogoče kaj na kratko. Zdaj, če gre za ogromno publiko, seveda tega ne morate. Ali pa da čisto malo, tudi ni treba, da se predstavijo zvočno. Čisto v redu je, če recimo v chatu zraven napišejo malo nekaj o sebi. Jaz sem pa tam, jaz sem pa ta, pa delam tam. Ali pa mislim, nekaj mečkanga. Toliko, da malo dobite tega stika, ker če na začetku navežete vsaj malo osebnega stika, jih boste lažje pol nekako ohranili in pelali naprej. Pa tehnologija. Zdaj v času korone je to mečkan ponehalo, na srečo. Se je malo s časom izkristaliziralo, ampak v predkoronskih časih vsak je delal webinar, je vzel vse možnosti, ki so, in pokazal, da jih zna uporabljati. To je bilo polno enih rešitev takih in drugačnih, pa še taka, pa še taka, pa še taka, pa še to, pa še ono, pa tretje. Ko vas gledajo uporabniki, pa karkoli že vi delite, se dajte zavedati, da oni to tipično gledajo na takem zaslonu, imate pa tudi taki, ki gledajo samo na smartfonu. Pazite, da zadeve niso prezasičene, naj bojo jasne. Skratka, tukaj je res praviloma ni več. Ker če jih vi zasujete s tem, je to pač smetje. To je tako kot tista kuhinja z umazano posodo, samo distrakcija. Skratka, tam, kjer se da, sem kot dajte lepo čim bolj osnovno en poudarek, in če jih treba še, pa pač imate še tam zraven kaj, recimo, to je pač
z ene take videokonference predstavitev. Skratka, kako predstaviti, da imate poudarek na nečem, celo če želite imeti nekaj zraven. Ne? Potem, dostikrat je tako, da se odločamo, da če zadeve ponavljamo, da rečemo, joj, kaj pa, če bi mi vse to posneli. S tem ni nič narobe, ampak če je posneto, morajo biti to tipično predvsem krajše zadeve. Zdaj, odvisno tudi seveda, vi najbolj veste, kakšna je publika, ampak boljše, da se zadevo razreže tipično na krajše koščke, še zlasti, če publika ni tista, ki je visoko motivirana. Če imate vi na drugi strani visoko motivirano publiko, potem ni problem, saj vi veste, komu predavate. Če pa imate publiko, ki jo hočete potegniti, pa dajte posnete zadeve predvsem imeti kratke. Kratke, žive, angažirane. Ker posnetke tipično ljudi gledajo zelo malo časa. Mislim, ko je zadeva posneta, ko veš, da ni žive interakcije, ko veš, da ti lahko na roko presurfaš gor dol po tistem posnetku, se čisto drugače obnašaš, kot če gre za spletno predavanje živo. Čisto drugačni smo, ne? Drugi naš odziv. Vsi sami veste, koliko časa gledate, če gledate filmčke online, koliko časa tipično gledate enkrat. Če vas ne potegne takoj na začetku, pa vidite, ne, spodaj, da je dolg 75 minut, je konc. Ne? In seveda tukaj še to bolj važno, da je zadeva na začetku dovolj živa. Ne? Drugo pa je seveda, če imate vi upravka z visoko motivirano publiko, ki mora zaradi službenih razlogov nečesa, napredovanja službi, kaj to gledati. Ne? Ti si drugačni, tam je veliko lažje. Tam so oni visoko motivirani zato, ker hočejo neko znanje od vas dobiti, zato da bojo pač nekaj s tem dosegati. Ampak če tega ni, potem imate težko delo zlasti s posnetim. Živo je veliko lažje. In potem čas. Tole zoomanje v neskončnost tega noben ne zdrži. Zdaj v času šolanja nadaljavo so nekateri učitelji mislili, da je to čist isto kot šola, ne? Enostavno daš tam male na Zoom za 7 ur, pa bo, ne? In enotni odgovor vseh otrok in najstnikov je, kaj ste se naučili, kaj ste počeli v času korone, ne? Zakaj ste uporabljali internet, a ste ga uporabljali zato, da se učite? Ne. A ste se kaj naučili v času korone? Ne. Vsi so med tem igrali igrice, vse živo so počeli, ker se je dalo. Ne? Enostavno niso zdržali, to je grozno naporno. Ko mi, obstaja celo izraz, ki se mu reče Zoom fatigue. Skratka, utrujenost od zoomanja. Ne? Sej, Zoom je samo ena izmed platform, da bomo zdaj Zooma tle krivili, sem kot pač en izmed mnogih. Ne. Lahko bi se mu rekli tudi Teams fatigue, ne, ampak pač glih na Zoomu so najprej to, ker je bil toliko množičen v razvoju v tem času, so najprej to opazili, ker je bil toliko veliko uporabljal. Da dejansko ljudje ne morejo zdržati toliko dolg časa gor in če so prisiljeni da toliko časa gor visijo, da imajo dejansko tisto preutrujeno zaradi tega, ker rabimo toliko več energije za ohranjanje pozornosti. In tega se morate zavedati, ko ste vi tisti, ki ostalim rečete, da naj zoomajo ali teamsajo ali kako že uporabljate pač kjerkoli platformo. Ne? Tukaj res moramo biti bolj zgoščeni, ker drugače ljudi preutrujemo, celo če so visoko motivirani, bojo na koncu crkneni. Orodja, ki jih uporabljamo, tisto, kar sem že prej rekla, manj je več, ne? Dajte minimizirati tam, kjer se da, ne? Skratka, samo kompleksnost orodij. Ne uporabljati, joj, pa zdaj dajmo pa še na mentimeter, pa zdaj dajmo še to uno, pa še ono tretje, ne? Fino je, če imate nekaj, ki še dodatno angažira poslušalce, eno zadevo, ne? Tudi če uporabljate še nekaj dodatnega, s tem nič narobe. Ampak ne pa jim, še tole pa še une, jo, zdaj bomo pa še na ta način probali, ne se igračkati. Recimo, jaz vidim, da učitelji, predvsem v osnovnih šolah, so grozno nagnjeni k eksperimentiranju s temi orodji. In ta zadeva je kontraproduktivna. Ne? Tako pri njih se prav konkretno vidi taki, ki to tako grozno radi eksperimentirajo in ne stestirajo zares tega na občinstvu, imajo tipično, vsi jih imajo dost. Ne? Ne doseže rezultata. Skratka, tukaj je spet tist, manj je več, pri orodjih. Ne? Predvsem pa, več, ko vi različnih orodij uporabite, večja verjetnost, da bo nekaj šlo.
da nekaj pač ne bo delal. V naravi tehnologije je, da bo šlo nekaj korak, da se nekaj ne bo, ko boste 101. na Zoomu, ne, bo neka težava, ali bojo težave s kamerami, mikrofonom, nekaj, karkoli že, ne bo se dal prezentacije normalno deliti. Mislim, tako vse mogoče se lahko zgodi. Več kot tehnologija, večja verjetnost, da pač se bo nekaj zdaknil, ne. Ali bo linija dol padla, ne, pa vas bo ven vrkal. Skratka, karkoli že počnete, kjer stvari bojo zelo verjetno, prej slej šle pri kakšni taki zadevi narobe, imejte plan B. Recimo, hočete pokazati en video, ki je ključen za predstavitev dogajanja, ki ga pač predstavljate. In se izkaže, da se tisti video zatika zato, ker je zdaj slučajno pač kanal prezaseden, karkoli že. Recimo, ne morete, ali vam internet stale hip, ne sem, ko je malo početno, pa ne dela tako, kot treba, ker nekdo, ne vem, torrente dol leče, ne. Nekaj se je zgodilo narobe, video ne dela, kaj pa zdaj, ne? Probate enkrat, ne, a se da zadevo še enkrat mogoče pognati, ne? Enkrat, dvakrat probate, pa nehate. Pa rečete, jo, zdaj letali hip ne dela, se oproščam, ne, jaz sem mislil, da bi to bilo zelo super, ampak, ker to ne gre, vam jaz povem v 5 besedah, kaj je smisel tega videa, zakaj bi moral tukaj biti. Potem vam pošljem po predavanju link na video, pa si ga boste doma kasneje sami gledali, ne. Je pa zelo zanimiv, pa pač poučen, karkoli že. Ker če boste vi tam klikali, poskušali video zagnati, to je nekaj najbolj groznega. Takrat boste res izgubili vse občinstvo, ker nihče noče vas gledati, kako vi štimate stvari, ki so šle prago. Včasih se izkaže, da je treba kaj takega, ampak to je res mučno. Temu se je treba maksimalno izogibati, da mi nekaj skušati pač vzpostaviti, ker ne deluje. Pol Zoom bombing, spet Zoom, kad je Zoom vsega kriv, ali pa Teams bombing. Ponavadi se vam ne zbombardirajo noter take močni mucki, ampak kakšne veliko bolj zoprne živali. A je imel kdo kakšne take izkušnje z Zoom bombingom, oziroma s tem, čemu se reče Zoom bombing? Veste, kaj je to? Ne? Ok. Zdaj mi tekom korone, po šolah je bilo teh izkušenj ulala, res veliko. V ZDA, kjer se je to začelo, kjer je tudi izraz nastal, sem imeli ogromno, naprimer, upadanje v skupine anonimnih alkoholikov in podobnih, skratka taki, ki so bolj ranljivi. Pri nas, ki smo imeli seveda pouk nadaljavo, je bilo ogromno vdorov v pouk. In to kakšne vrste vdorov? Tipično je bilo tako, da so otroci za hec delili tudi z geslom, skratka, učitelji so tako pomislili na to, na ta varnostni element in so samo v spletnih učilnicah, do katerih lahko dostopali samo učenci, delili gesla in povezave do pač tega Zooma, ampak otroci so potem to objavili na Twitterju, na Discordu ali pa kaj takega, s pripisom, da je ta link ob tisti pa tisti uri, da se prijavi kot nuša, ki jutri ne bo, pa da je zbombaj učitelja, da je naredi to, da je unga zezej, skratka z napotki, odprto povabilo, koga je treba sekirati. Ali pa naredi kar kaj, ampak da je te zadeva zbombati, ker jaz nočem biti prvi. Tega smo imeli ogromno. Proti temu, pač enostavno vsem tem zadevam je treba se zavedati, da vi niste tako izpostavljeni, vam se bo to, je veliko manjša verjetnost, se vam kaj takega dogaja, ampak vsem je dobro poskrbeti za čisto osnove varnosti. Skratka, da imate, naprimer, tiste čakalnice, iz katerih spuščate ljudi, da na začetku so vsi privzeto utišani, da vam ne začne se nekdo direkt dreti v mikrofon, da uporabljate gesla, da, naprimer, ne objavite javno nekje linka z geslom 14 dni prej. Boljše je, da se tudi, recimo, te linki, ki imajo gesla noter, objavijo kasneje, če so že javno objavljeni, da niso zelo dolg časa, ker dalj časa, ko je objavljen tak link, večja je verjetnost, da bo nekdo za hec to uporabil. Skratka, vi povabite svoje slušatelje in potem rečete,
tisti dan pred dogodkom ali pa na dan dogodka bomo pa še objavili povezavo tam pa tam, ali pa vam pošljemo na mail. Skratka, da zmanjšate verjetnost, da se vam kdaj kaj takega malo za hec zgodi. Seveda obstajajo še druge možnosti, ampak recimo prav ti bombingi so najbolj verjetni, ko gre za varnost, ne? Čista varnostni element. Pol je pomembno, da postavite ljudem prostor za vprašanja. Zdaj, odvisno od vaše narave, kakšni tip predavatelja ste, imate raj, da vas vmes sprašujejo, ali imate raj, da imajo to na koncu, ali imate raj, da so vprašanja v chatu, ali da so vprašanja v živo, to je vaša odločitev. Ampak dajte vi že na začetku, narediti to, če se recimo jaz danes nisem povedala, ko boste imeli na koncu prostor za vprašanja, da bodo ljudje imeli takrat in takrat prostor za vprašanja ali pa lahko me že vmes vprašate, ker jaz zdaj tukaj vas vidim, in če kdo zgleda, da ga nekaj grozno matra in hoče začeti dvigati roko, Ja. Jaz sem imela zelo slabo izkušnjo z nekim, da so dejansko vprašanja ugrabila predstavitev. Ja. To je tudi nevarnost, ja. Če imate slabe izkušnje s tem, rečete tako, vprašanja lahko date v chat, na koncu bomo relevantno vprašanje obravnavali. In potem tudi vsi ostali udeleženi, ampak to je zdaj vaša negativna izkušnja, mi smo imeli recimo na Sejfu take izkušnje, da mene nek webinar, kjer mene ni bilo, niti kot udeleženec, niti kot predavatelj, in sem se jaz pojavila kot slušatelj z popolnoma idiotskimi vprašanji v chatu, In pol kolegi me tako vprašajo, Maja, se mi zdi ti tista, ki se je zajebavala, Tiskaj? Ja, gleda, en tam malo, ki te pozna, sem ko je v tvojem imenu postavljal idiotsko vprašanja pred 400 poslušalci, Vsak lahko napiše, da moj tako ime, Ja, dajte, če imate tako, mislim, res tisto, to recimo ni slaba ideja, da rečete, ampak morate jim pa dati možnost, ker že samo s tem, ko jim vi poveste, da bojo lahko sprašvali, jih že angažirate, Sami morate povedati, kako, Zdaj, če jih je malo slušateljev, pa se da tudi doskrat, pa če veste, kakva publika je, lahko tudi rečete v živo kadarkoli, Pomenijo tiste, recimo, rokice, da jih dvignajo, pa vi vidite, da je en dvigne rokico in hotel, ki jo vprašal. To je zdaj, glede na publiko, tukaj imate vi dosti možnosti, ampak morate jim dati to možnost, ker če jim ne date, je to že pol skoraj tako, kot posneto predavanje, Tako, to jih pol malo zgubljate, to je zelo pomembno, ta prostor, Pol seveda so tukaj kulturne razlike. Če gre za Slovence, se veste, ne bom se izpostavljal, Če gre pa za Američane, je pa odgovor, there is no stupid question. There's just stupid answers. Skratka, tukaj morate tudi poznati publiko, da veste, kakšno možnost jim date. Ker če rečete Američanom, kadarkoli me lahko prekinete, kjerkoli, ali pa, če tako kot jaz predavate odraslim s posebnimi potrebami med drugim, pa majhnim otrokom, jih morate vam majčkrat držati, majčkan jim dati ne zdaj takoj čakaj, bomo majčkan kasneje, ker pač to je zdaj stvar publike, Zdaj, včasih imamo vse te prezentacije predavanja tudi za nekaj, ki je tako grozljivo dolgočasno, Jaz sem imela, še pred korono, pač za ene predavanje, ki so hoteli imeti med drugim webinarje, kjer bojo oni izpolnjevali obrazce preko webinarjev in tako naprej. Skratka, hoteli so ta medij uporabiti za nekaj takega, ker treba skupaj pa nekaj takega delati, ker treba jim dati konkretne napotke in podobno. Dajte se zavedati, odvisno od narave tega, kar imate, kot predstavitev, je treba tudi prilagoditi orodja. Če hočete vi neko izpolnjevanje obrazcev, ki je podobno dolgočasnega delati kot webinar, boste res na dolgočasili svojo publiko. Dajte najprej recimo spletno anketo, eno koliko je tacga, ali se odločam. In potem, ko že oni dajo te osnovne podatke, skratka, ko imate neko osnovne informacije, potem pa šele greste, v komentarje v živo, pač
delavnico, kjer boste govorili, joj, ne, tistega pa še ne znamo, to nam pa še ni jasno. Ne je za vse zadeve, tako kot so šli učitelji, v en tak enouren webinar, ker je to zguba časa in energije za vse, ne? In vaše, in njihove. Marsikaj se da rešiti z nekimi anketami in potem z sestankom, pač online sestankom, na primer. Pol take zadeve, ki se ponavljajo, seveda, ne, imejte posnetke za tiste, ki se niso mogli udeležiti, to je zelo fajn. Zelo pogosto je prošnja, ko ljudje ne morejo priti, ali lahko dobim vsaj posnetek. To je res, ne. In takrat vi pač delate tako v webinarju, oziroma pač v spletni predstavitvi, kot delate pod svojim občinstvom, ampak tisti, ki so zelo zainteresirani, da to kasneje pogledali, bojo pač po koščki kasneje pogledali, ne. Saj oni so se sami, z njih same zanima, ne, pa tudi če presrpajo. Ampak vi pa delate seveda s tistim občinstvom, ki je takrat, ne razmišljate o tem, da je to posnetek, ne. Potem pa podatki. Skoraj vedno moramo neke podatke posredovati tako ali drugače. Ampak način, kako posredujejo podatke, je zelo pomemben že pri živih predstavitvah. Pri online predstavitvah pa še trikrat bolj. Tukaj je izredno pomembna vizualizacija, kako uporabljamo barve. Recimo, dajte se zavedati, da je velik procent ljudi, ne, predvsem moških, ima delno barvno slepoto. Tega sploh ni malo, tega je veliko več, kot mi mislimo. Kar pomeni, da ne uporabljate recimo kontrasta zeleno-rdeče. Zato, ker za kar veliko ljudi, kar veliko vaših slušateljev, bo to verjetno kontrast med dvema sivima, ne? Čisto banalno, ne? Pa tukaj tudi ravno tako velja manj je več, ne? Predvsem zato, ker že v živo je problem, če je preveč razdrobljeno, ne? Ampak se tako, kot smo rekli, ne? Na tistem majhnem ekrančku ali pa tem majhnem ekranu mora biti zadeva zgoščena, ne? Recimo, statistike. Če imate takole statistiko, to ni neuporabno, ampak ni najboljša rešitev, ne? Veliko boljša, če so recimo veliko bolj vizualizirane, ne? Pa pregledne vdaleč. Tako kot je recimo to, ne? V takem primeru, naprimer, ne, je boljš imeti, razen, ne, sem kot tale, recimo prejšnja, je zanimiva zato, ker je toliko veliko odstopanje, naprimer, tlele cyberbullinga bilo, ne, da bi se ostale skoraj skrile, ne. Skratka, tukaj ima to nek smisel, ne. Skratka, dajte, ko vizualizirate, naprimer, podatke, dajte razmišljati, koliko je važno, kako jih vizualizirate. Skratka, take statistike, ne, so zelo uporabne, da so vizualizirane, da ne boste samo številk navajali. Ker, že takole, ne, sem ko uživam predavanje tog problema online, se pa to še drastično poslabša. Potem vizualna podpora sporočilu, ilustracija. Kaj to pomeni? Da imate slike, ki so velike, jasne, sporočilne in po možnosti ljudi še spodbodajo. Pa mogoče vznemirijo, pa mogoče zintrigirajo. Kaj pa to tukaj dela, ne? Recimo, kaj ta slika tukaj dela? To sta dva moja kolega, ki se delate, da ste snombija, ne? Da ste smart mobile phone zombija, pa nista, res, ne? In sta podlaga, ne, za smombi statistiko. Recimo, to je statistika iz ZDA iz leta 2019, še izpred korone, ko je povprečni uporabnik pametnega telefona v ZDA povprečno uporablja vsak dan svoj pametni telefon, poleg računalnika, ne, za službeno delo še 4 ure na dan vsak dan. V tem času se je dotaknil svojega telefona 2617 krat, povprečno vsak dan. In 86% teh uporabnikov je reklo, da redno uporabljajo pametne telefone, tudi ko so skupaj, ko se pogovarjajo z družino, z otroki, s prijatelji in tako naprej. Skratka, da tudi takrat ne odložijo telefona nekam stran, ampak ga imajo pri sebi, pa občasno kaj pogledajo, pa kaj odgovorijo, pa kaj kakšno sporočilo pošljajo, ne? In te dva tukaj, ne, zdajle pomagata, da si vi lažje vizualizirate to zadevo, ne? Potem, recimo, ko govorimo o spletnih prevarah, ne, vzorci prevarantski so si med sabo izredno podobni, ne?
te mravljice so res taka ilustracija, ne, te podobnosti in vam ostanejo. Ne. Zdaj, eni ljudje smo bolj zvočni, smo bolj vizualni, ampak dajte se zavedati, da tudi za te vizualne, ne, je pač pomembno, ne, ali pa geslo je ključ, ne. Pa zdaj gremo na debato. Jaz zdaj imam najprej neko tako prezentacijo, pa bi se pa rada veliko pogovarjala z vami, ne. Pa bi zelo vesela čim več vaših vprašanj, ne. Začetek se dajte zavedati, internet je javni prostor. To je izredno pomembno. Zakaj? Ker to, kar boste vi na tem posnetem predavanju, oziroma predavanju, ki ga imate v živo, rekli, naredili, se nekje hrani in ostane. Ne veste, v kakšni obliki, ne veste, zakaj se lahko inserti iz tega zlorabijo. Dajte se tega tudi zavedati. Skratka, imejte ozaveščeno, da eno je, če predavaš tukaj samo v tej publiki, ne, to ostane med nami. Ok, zdaj ne, ker se ne snema, ne. Ampak na internetu, ko ste vi online, pa se morate zavedati, da to je v celoti javni prostor, v katerem ste vi izgubili nadzor nad tem posnetkom. Tako da imejte to ozaveščeno, imejte tudi, ko pristopate k temu, bodite zanimivi in sproščeni, ampak glejte, da si ne privoščite tiste vrste sproščenosti, tiste vrste domačnosti, ne, ki bi jo lahko kdo zlorabil in posnetek pač izrezal in za kaj drugega uporabil. Skratka, to morate zmeraj vedeti, ne. Vidim, da sem neskončno dolgočasna še uživa, ne moram ljudi ohraniti. Potem dodatno branje. Jaz bi vam toplo priporočila, da si ogledate tole knjigico od, vi ste itak knjižničari, ne boste tega kofali, ampak si boste sposobili v knjižnici, a ne? Ta je celo, ne vem, delna Slovenka, ne, Kohl, Nussbacher, Nussbaumer, kako si moram zapomniti, Knaflič, Storytelling with Data. Zelo zanimiva knjiga o tem, kako narediti zgodbo iz tega, ne, iz podatkov. To je zelo zdaj odvisno seveda od tega, kaj imate, mislim, kaj so vaše tematike, ampak vsekakor je, toplo priporočam, ker je res lepo napisana knjiga. Ne. In potem bi vas povabila, zdaj poteka, smo v drugem tednu in se bo malo začel tretji teden našega spletnega tečaja o varni uporabi interneta in naprav. To je brezplačen spletni tečaj, odprt je za vse in lahko samo še vedno pridružite. In bi vas toplo povabila, da pridete zraven in si malo še te vsebine ogledati, če si pač niste v kakšni prejšnji verziji. Zdaj, ta tečaj vsak je seveda mečkan drugačen, ne, ker jih moramo vse čas prenavljati, ker to je področje, ki se vse čas spreminja. Je pa to zelo široko tematsko zastavljen tečaj, od zasebnosti do interneta stvari, do nasilja na internetu, do varovanja naprav čisto osnovi, do prevar, vdorov, skratka široko zastavljeno. Ne. Tako, kot poslušalci ste neskončno disciplinirani. Ne. Jaz ker nisem vajena take publike, sem vajena, da moramo čez ljudi loviti, pa da se kaj grozno dogaja, pa kar poslušate. Ne. Zdaj si pa želim, da bili tako zanimivi in dinamični tudi v neki debati, pogovoru, ker iz tega, kar sem jaz zdaj govorila, je pa zelo važno, da se mi pogovorimo, kako tole teorijo vi spravite v prakso. Ne. Da imate vprašanje, da konkretno se gremo čez to, kaj se da, česa se ne da, kako se nečesa lotiti. Ko jaz bi se usedla, nekaj imam krasno reč, sem usedla sam. In imamo časa, kolikor si ga vzamete in kolikor ga želite, tako da neskončno lahko, ne. In jaz sem pripričana. Jaz bi imela eno vprašanje. Na začetku ste rekli, da se predavatelj predstavi, pa da če recimo grupa ni tako velika, da tudi vsak se predstavi. Koliko pa je recimo to številčno še ustrezna grupa, da se predstavijo, da ne gre
preveč časa recimo za to, ali pa da se tudi drugi vmes ne začnejo časa? Če jih je tam 15-20, se lahko kar tako, da se priključijo z zvokom, pa se predstavijo, pa ne bo nič preveč. Ne? Sej, vi sebe predstavite zelo kratko, ne? Pa rečete, joj, ne, lahko v vsakšnih 2 stavkih nekaj pove o sebi. Ne? Tam nekje do, mislim, več, ne, je pa dobro, da se predstavljajo v chatu, ne? Da pol oni drugega gledajo, kdo še tukaj pa tako malo, da jih to še malo. To je sicer distrakcija, ampak vse jih malo ohranja pri tem. Bolj, da je to distrakcija, ker distrakcija je to, da gledajo YouTube na smartphone potem, ne. Recimo bi rekla, tako, se pravim, to je malo zdaj na oko, ne. Zdaj, če imate opravka z majhnimi otroki, ne, potem raje ne tega delati zaradi tega, ker jih ne boste ohranili na 2 stavkih, ne, ker ta koncept jim ni znan, ne. Ko jim date priliko, da nekaj povaja o sebi, jih boste težko ustavili, že v živo jih težko ustavite, ne, na takole online pa še veliko teže. Jaz sem eno vprašanje. Pri meni se pobudki doskrat imamo napovedano, da se začnejo recimo ob 6, ko si potem predavatelj vsem hoče vzeti še 10-15 minut, kar pomeni, da se potem zamaknemo začne predavatelj. Že ljudje pričakujejo, ker je bilo napovedano ob 6, da se začne ob 6. A bi posmisleno v tem primeru recimo iti v živo, dati neko slikco recimo, češ, ne vem, to in to predavanje, vidim, da ljudje vejo, a se bojo oni naveličali, dajte kakšen video. čakati pa... Ne, dajte kakšen video. Ne vem, predstavitveni video knjižnice, ali nekaj, ki je tematsko zvezano s predavanjem, nekaj tazga, drugače boste izgubili. Pa toplo bi odsvetovala to, dajte se raje z predavatelji res zmeniti, da se začenja točno. Čakanje že v živo ni fajn. Čakanje, ko si pa ti pred monitorjem in se kar ne začne, je pa sploh mučno. In že s tem zlahka zgubljate slušatelje. Že 5 minut je veliko online, 15 je pa ogromno. Dajte se probati res potruditi, da predavatelji pridejo prej in da vse zrihta in se začne točno v uri. Danes nismo začeli točno v uri, jaz sem na tukaj dovolj zgodaj, ampak slušatelji še nisem bili vsi. Tudi, če vidite, recimo, da je prijavljenih, ne vem, 50 ljudi, pa jih je šele 30 noter ali pa 20, takrat, ko je ura, ne, dajte vprašati ljudi, ki so že gor, kaj pravite, a začnemo točno, ali damo še kakšno minuto, 2 za pač še toliko ljudi bo prišlo. In seveda tukaj bo samo nekaj udeležencev odgovorili, ampak dajte jih upoštevati. Bož, da tisti zamudniki malo zgubijo, kot da tisti, ki jih že imate, s tem gledajo prazni monitor. Pol, ko vi začenjate, včasih je tako, da je treba mogoče še kaj naštima, da mogoče, recimo, če niste vi organizator, da organizator še nekaj štima. Fino je, da se nekdo ukvarja s publiko, da jih nekdo tudi mogoče malo klepeta z njimi, ne? Ali pa da mogoče predstavitve ljudi opravite v tem času, ali kaj podobnega. Skratka, tako malo, da če se čaka, je dobro, je nujno potrebna ena animacija. Zdaj, če ni druge rešitve, je pač predvajanje videa, naprimer, tudi čisto dobro, ampak ne jih pusti čakati, to je strašno nevljudno do občinstva. Se, kakšne predstavitve pa delate v splošnem? Kaj so, recimo, mislim, kako izgledajo, kaj je tisto, kar morate predstavljati? Nas, na primer, imamo ne tudi spletna predavanja, ampak imamo, rečemo, dogodke, ki smo jih pač prej v normalnem stanju, smo potem začeli delati na spletu, redno. Ampak jaz sem se to mogoče tudi vprašanje, da sem vedno, zelo so mi antipatična, da bi jaz kot gledalec gledala neko mojem prostem času Zoom pogovor. In zato sem zmeraj ustrajala, da pač gostje pridajo v knjižnico in delamo posnetek iz knjižnice. Tukaj zdaj ne vem, ali tukaj še boljše? To je boljše, ja. To je recimo veliko bolje. Če imate vi neko okroglo mizo pogovor, čisto drugače je, če imate vi ljudi v istem prostoru, tudi še v najhujšem koronskem času s tistimi maskami, ko je bilo res nujno, ker zdaj recimo ni več, ko sta predavatelja manj razen, ko ni treba, da imata.
je to boljš, kot da je vsak na Zoomu. Ja, ja. To nekako mičkan zmanjša to distanco. Kaj pa tudi vi zdaj, sama zmeraj sprašujem, kar se napovedi gostov tiče. Ko smo bili, naprimer, da imaš publiko pred sabo, se mi zdi, da je pomembno, da nekdo iz knjižnice, spravi organizator, predstavi gosta, pa pozdravi publiko. V primeru, ko moramo pa na uživo na splet, si pa v bistvu ti moteč element, da si še nekdo, ki upade v kader. Ne, pa ni, to je kar v redu. Je ta predstavitev, ta uvod je tudi online zelo v redu. Zdaj, seveda ni treba, da je predolg. To je važno, da je kratko. Najbolj kratko, to ja, kratko. Ampak malo tega uvoda je pa fajn, da ljudje vejo, v kaj so prišli. To je zmeri dobro. Niste v tem primeru moteč element, to je v redu. Ampak se v bistvu tem običajno, da naredi moderatora, Ja. Zdaj, to je zdaj, kdo to izvede, ampak to je eno tako predstavitev ljudi, to je zelo važno. To je važno isto na spletu, kot v živo, tako da ljudje vejo, kdo to sploh je. Zdaj, kdo sem prišel, pa mi nekaj govori, kdo je to. Tako malo rabimo nekega orientirja. A veš, da je to Lojze iz Sosešne, ali je to nek atomski fizik, s 4 doktorati, sem kot s tako prakso. Ker tukaj se rečem, publika se spremenja, ko imaš ti v dvorani, ti nagovarjaš lokalno publiko in je pomembno, da je pač, ker ga poznajo tistega človeka, ki je iz knjižnice, ko imaš pa ti spletni dogodek, je pa publika lahko zelo širša in ni nujno, da tebe prepoznajo kot nekoga, ki je pač predstavnik knjižnice in mogoče nisi v tistem momentu to pomemben element, ker se pravi, tako sem jaz razmišljala, da je mogoče čisto vse, če pač moderator sam naredi to napoved. Ja, lahko. Mislim, kdo to naredi, to je pa čisto vaša izbira. Napoved je potrebna, kdo to izvaja, pa čisto, ko se vam zdi pač, lepše, boljše, manj moteče, si to malo vidite iz prakse. Vse to, kar vam jaz govorim, jaz nimam nobenega teoretičnega ozadja, mislim, imam ga, sem veliko prebrala, ampak nikoli nisem šla na nobeno izobraževanje. To vse tisto, kar pride iz prakse. To vse tisto, kar vidiš, kaj delajo ljudje narobe, kaj delamo mi narobe, kaj se učiš na svojih in tujih napakah. To govori praksa. Jaz nisem teoretik, jaz nisem dala v življenju nobenega izobraževanja, čez da bi kdo mene na to temo izobraževal. Ampak se pač s tem ukvarjam že toliko časa, da pač pol ugotoviš, predvsem imam ogromen stika z ljudmi, ki tega ne znajo delati. To je pa najboljša šola. Tam je imela v zadnji. Jaz sem še eno vprašanje, jaz sem da imamo dogodke hibridno, ko se potem začnejo pojavljati vprašanja prek spleta. Je smiselno predstaviti, da Jože je prek Facebooka vprašal to in to, Mateja je poslala mail in vprašala to in to, ali se samo pač zakrije spleta oziroma? Pa ni slabo, če je ta imena omenjati, to je tisto, kar sem rekla. To je nekako bolj angažirane, bolj osebno, pa lahko res greste tudi tako na delno anonimizacijo. Če tam piše Jože Novak, rečete gospod Jože, naprimer. Tako, to je pol anonimizacija. Imena, prav osebna imena, z pripombo gospod, gospa, tako, da ni preveč domačno, ker ne veste, kdo je na drugi strani, pa koliko je občutljiv na to, je že dobro. To nekako angažira ljudi. Pa bolj osebno se počutijo nagovorjene. Tako človek, ki dobi odgovor na svoje vprašanje, je zelo zadovoljen, pa tudi drugi, ker vidijo, da če mi jaz kaj vprašal, bojo meni tudi odgovorili. Tako da ja, to je že v redu. Tako pomaga, da jih malo angažira. Kaj v ostali delate kot dogodke? Mislim, te, ki ste rekli, ali lahko tako menčka mogoče, mene bi ful zanimali, kaj pravzaprav so te vaši, gospa je rekla, so recimo pogovori, in gospa je rekla, da imajo predavatelje vabljene, kaj še počnete? Predavanje Excel. V predavanje Excel prikazujete? Excel prikazujete. Ja. Učim Excel prikazujete. Okej. Aha. In? Je težko, ne? Ja, črni ekrani, ne znamo potečati. To je pa težka tema, to je pa zelo težka tema. Prosim? Najbolj je smotno na to pogovarjanje z ekranom. Ja, vem, ja.
Včeraj sem šla na Lovrenc na Pohorju, 2 uri vožnje vsako smer, ne? Mučno, ne? Ampak še vedno v primerjavi s tem, ne, sem kot da bi skušala istim otrokom prek Zooma to narediti, ne, grem veliko raj 2 uri v eno smer, nekam daleč stran, ne, za tisto 1 uro delavnice, ne. Ker online pokopališče je res še boljše, ne. Ja, to je pa zelo težka naloga, ja. Magaj. To se ste povedala, to meste, mestki inicirati, pa tudi manj integriraš. No, tako sam greš do tega, da to tudi nazaj vrečeš malo v regijo, ne? Ja. Jaz sem imam vprašanje, recimo, če se prijaviš na neko predavanje, simpozij, skratka nekam, kjer tudi ne poznaš slušateljev, in zdaj s temi ikoncami, ne? A se daš, pač imaš kamero vklopljeno, recimo, če eksplicitno ne rečejo, ali daš neko slikco, a zdaj ta slikca mora biti pač nujno tebe, ali lahko en takle golob gor, kaj je v bistvu tako najbolj ustrezno na enem takem, recimo, simpoziju ali pa predavanju, kjer Če so simpoziji oziroma taka zelo, mislim, bolj formalni dogodki, kjer se ljudje ne poznajo, je najboljš neko tako uradno sliko, tako kot imate recimo na strani knjižnice, ne, tam kar naše osebje, pa je pol taka fotografija, ne, tako ona klasična portretna tukaj, ne. To je potem najboljš v tem primeru. Včasih je pa zanimivo, da imajo kakšne take fotografije tako, kada imajo v kamero vklopljeno, ampak so malo zamrznili, tako da sploh ne veš, ali ima vklopljeno kamero, ali je slikca. Že malo moteče, ja. Tako da, zato sem to tudi vprašala. Ja. Ne, dobro je, da je fotografija, za katero se vidi fotografija, ne, tista, ki je klasično slika, ne, tista ničkan četrt profil, pa tako, ne, sem kot tisto, ki je pač običajno, ne, ki te v fotografu postavijo, ali kaj tazga, ali pa v delovnem okolju, ne, sem kot neka taka, ne. To je boljšno, tako, če gre za take dogodke, ne. Je pa to tudi stvar dogodka, ne, ker če pa nekaj bolj zabavnega, mislim, so pa lahko tudi mačke, ne, ali pa papige, ali pa karkoli, ne. Mislim, to je zdaj drugo, ne, pač kakšen je narava dogodka, ne, ampak drugače pa ja, to klasika. Koliko se pa spodobne, na primer, predavatelj prosi publiko, da imajo vklopljene kamere? Če to naredite prijazno in duhovito, nihče nikoli ne bo zameril. Če vi rečete, joj, ne, a bi se mogoče dali tisti, ki lahko, ne, da imate vseeno vključene kamere, ne, ker meni je res mučno predavati na pokopališču, če vidim sam črne kvadratke, ne. In to z nasmehom do ušes, ne, tega vam noben ne bo zameril. Ne bojo vsi vključili kamere, seveda da ne, nikoli ne bojo, eni tudi ne morajo, ne. Včasih je tako, da pač kakšno kaj ne dela, pa tako, mislim, to je dosti običajno. Ampak vsem je fino, no, tako, tudi, da se malo vidimo med sabo, ali kaj tazga, skratka tako, na nek prijazen način nihče ne bo zameril. Ker ljudje smo družabna bitja in tudi takole na teh spletnih dogodkih se pokaže, da ljudje so veseli, ki se vidijo, ne? Da vidijo, kdo je na drugi strani, da ni samo kvadratek, ne? Ok, zdaj malo manj, kot v koronskem obdobju, ne, ker se že malo živo vidimo, ne, ampak v času korone celi pa sploh srečni, ne, samo da vidim živ obraz, ne, pa magar ploščat ga, ne. A še kakšno vprašanje na drugi strani? Tako zgleda, da sam polovico nagovarjam. Ne, pa jaz samo povem, da jaz sem pa bralno skupino vodila, ki je v bistvu že prej 5 let je prej delovala, no. Tako da so same izrazile želje, da bi se preko spleta dobivale in je to, kar ste prej na začetku rekli, no, to je bilo potem samo nadaljevanje in ni bilo nobenih problemov. Vesele so bile, da smo stvar ohranili. Sicer jih je pač prišlo manj kot prej v živo, ampak smo vsaj lahko imeli, ne. In pa je tudi kakšna prednost, da ni treba biti v Ljubljani za to. Tako da pač so bile prednosti, no. Ja. Sej to je v resnici, jaz mislim, da bo to kar ostalo marsikje, da bomo mi imeli en del dogodkov zdaj, pa
pač prek spletnih orodij, ne v živo, ravno taki, ne, tam, ker je včasih težko se ves čas dobivati, ker ljudje nimajo časa, imajo pa čas jeti pač na en tak zog dogodek, ne. Tako da to ni vse slabo, pa zlasti te ljudje, ko si že v stiku, ko se že poznaš, mislim, to je v redu, ne. Mislim, to je čisto druga zadeva, ne. Tukaj je samo nadgradnja nečesa, kar je že znano, pa ste pa zelo veseli, ker se spet v živo vidite, ampak lahko pa še vmes kaj komunicirate, tako da jaz nisem hotela vam reči, da naj ne počnete tega, ne. Samo dajte oceniti, zdaj, ko imate spet možnost, kaj je boljš v živo in kaj je boljš online. In to, kar imate online, vam bo, če ne gre za takele, recimo, bralne pogovori, vzelo veliko več energije in priprav. To je težje. Sicer si morate obleči lepe hlače, ampak je težje. Kombinacija v živo pa krati prek Zooma, ni to celo redo? Ja, v redu. Ja, ni problema. To je čisto v redu zadeva, da ste vi pač v živo, ne, pa da so še eni tako, ki ne morajo priti. Ta hibridni pristop je v redu, ja. Da date možnost, mislim, hibridni pristop se meni zdi dosti kvalitetna rešitev za marsikaj, da date ljudem možnost, da če že ne moramo v živo, ne, se to je v bistvu približno skoraj ekvivalent tega, da imate posnetek pa ga delite, ne, s tem, da pač, če imate hibridno, pa lahko še kakšno vprašanje na koncu postavljajo. Je pa tako, če hočete imeti kvaliteten hibridni dogodek, vi rabite poleg predavatelja še moderatorja, ki spremlja Zoom. Ker on gleda, če so kakšno vprašanje od tam, skratka, tukaj morate iti pol obvezno dva. Ne more biti samo predavatelj, ker ni kos temu. Medtem, ko se on posveča publiki, se ne more še Zoomu, ne. Drugače ima publiko tukaj na čakanju, ne, in njo zgublja, tako da tukaj pa potem nujno rabite dva človeka, rabite enega, ki je moderator in gleda, če so vprašanje na Zoomu in jih postavlja predavatelj. To je zdaj čisto dvorezen meč, ker mi se zelo s tem povarjamo, ker imamo pač hibridne dogodke in zelo bo problem, ker smo ljudje dobili druge navade in ostajamo doma in spremljamo preko spleta, v resnici niti tudi tega ne več in imamo zelo problem, ker razmišljam ravno, ker delamo boje dogodke, da ljudje rečejo, aha, sej prek spleta, bom pogledal kasneje, pa mogoče niti ne, hkrati ne pride in imamo v bistvu pol prazno dvorano na dogodku, ki bi bilo običajno 100 ljudi, imamo zdaj 10, pa rečemo, da imamo 10 preko, ali pa 15 preko spleta in je zelo problem. V tem primeru bi vam jaz mogoče res priporočila, da rečete zdaj, ne, sem, ko je pa konc tega, ne, in smo prišli na žive dogodke, ne, in jaz mislim, da s časom boste pridobili en del publike nazaj ali dobili novo, ne, ampak v tem primeru mogoče pol hibridno ni najboljša rešitev, ne. Žal. Ker ljudje smo v bistvu leni, celo pri stvarih, ki nas zabavajo. Res smo leni, ne. Mislim, leni v smislu, preobremenjeni smo z vsem, ne, se tukaj ne gre za, mislim, leni v rekovajih, ne. To smo zasičeni z vsem, da enostavno se izkaže, da tisti, ki rečeš, bom bolj pogledal, tudi če ti je zelo pomembno, ne, samo en delež tega pogledaš, ne. Jaz vidim zase, ne, ko mene neskončno stvari zanima, predvsem pa rabim za svoje delo, ne uspem ni približno vsega tistega, ki si dam na lager, ne, kdaj? Ni časa. Ja, ampak to se veliko zgodi takrat, ko veš, da lahko pogledaš za nazaj. Takrat, ko veš, da moraš iti, ko te nekaj res zanima, si pač tako narediš, mogoče vidiš manj stvari, ampak pol dolgoročno v resnico gotoviš, da si kljub vsemu več videl, kakor takrat, ko rečeš, se bom, pa nikoli ne. Tako da. Ja, pa ljudje smo različni. Recimo jaz zdaj, ko v času korone, konference, na katerih sem bila prej zares prisotna fizično v živo, sem se jim res posvetila. Zdaj, ko so lepo online, sem pa tu pa tam kaj pogledala in ni, zato, ko imaš tiste motnje tudi, ki jih imaš v živo. Če si se preselil na drug konec Evrope in si tam fizično, zvečer že v hotelu pogledaš, nisem maila pa tako naprej, pa po hendlaš zadeve pa zjutri, ne. Ampak čez dan si pa zares na konferenci. Tako tukaj pa res pogledaš mogoče na par predavanj, pa za kakšnega rečeš, da gaš kasneje pa mogoče kakšnega res ali ne. Ja. Malo se bomo lovili še, ne?
Prej ste omenili, da je pač internet javni prostor, pa da se lahko izgubi nadzor nad posnetkom. Kaj ste pomislili? A to take, ki se izhrani nekje, ali čisto? Ko se sam nekaj vodi, pa lahko nekdo tisto posname? V resnici, tako to recimo, ko sem govorila o Zoom bombingu in podobno. Zoom se na srečo tega več ne dopušča brez tega, da bi predavatelj vedel, da se nekaj snema. Ampak nam se recimo ena od stvari, ki so se dogajale poleg tega Zoom bombinga, je bilo to, da so otroci snemali dogajanje v razredu, naredili izsečke, skratka izrezali kakšen kos, ki se jim je zdaj smešen, in ga s komentarjem objavili na YouTube in razširili na široko, dajte to pogledati, kako jaz smejurja in naša Foxa, naprimer. Zdaj, Zoom je zaradi tega, ker je bilo tega veliko, ne samo v Sloveniji, ampak po celem svetu seveda, je recimo onemogočil to, da bi brez vednosti predavatelja se nekaj snema. Skratka, tisto upravlja s konferenco in tudi vsi ostali dobijo obvestilo, to se snema. Nimajo pa vsi sistemi, na primer, tega. Drugo je posnetek, ki je javno objavljen, se morate zavedati, lahko nekdo iz objavljenega posnetka to naredi za hec. To se da zlahka, ga vzameš oziroma presnamaš košček, ki se ti zdi super smešen in ga izrežeš. Skratka, čisto se tega nikoli ne da preprečiti, samo morate se zavedati te možnosti, da pazite, da tisti izsečki, ki bi lahko tako nastali, da niso bili taki, da bi vam lahko bilo zaradi tega zoprno. Zmeri se zdaj še se ponovca delati in zlasti otroci to radi počnejo. Se pravi, jaz to govorim iz naših izkušenj, ker se redno ukvarjam z zlorabami in tega je bilo v času korone in zdaj ogromno. Zaradi tega vem, kakšne so vse možnosti, ker najstniki jih najdejo in uporabijo. Vi boste imeli verjetno publiko, kjer je veliko manjša verjetnost, ampak se zmeri dobro tega zavedati. Obstoja možnosti se je pa treba zavedati. Koliko morate vedeti, kaj so recimo deepfakes? Veste, kaj so deepfakes? To je posnetek, v bistvu je originalno, potem je drug glas ali drugo sporočilo, na to gleda vizualno isto. Ali sta pa zmontirana vizualna dva posnetka, je zlepljena. To so kvalitetni deepfakes, so možni zdaj že res vrhunski zaradi pač uporabe programov, umetno-inteligenčnih programov. To, kar se da narediti, dajte si tako pol malo po temule malo poiskati, da malo si ogledate, kako to zgleda, lahko. To so posnetki, kjer vi združite naprimer dva obraza, dva videoposnetka, v en videoposnetek izgleda v celoti prepričljiv. Naprimer, pač glas pojavil od nekoga in potem mu namontirate samo obraz od nekoga drugega in če imate dovolj posnetkov na voljo za združitev, zaradi tega, ker seveda mimika povsej drugačna, obrati gor dol, lahko naredite povsem prepričljive posnetke s tem. Druga možnost pa je, da ga glasovno čisto spremenite, da tudi oblikovanje ust prilagodite temu, in potem date v usta enega politika besede drugega politika, z glasom prvega. To se da zelo enostavno narediti pač z uporabo programov, ki imajo podlago umetne inteligence. Skratka, če se mi tega ne zavedamo, da to obstaja na internetu in da je tega že kar nekaj, potem, ko na tak lažni posnetek naletimo, mu bomo 100% verjeli, ker smo videli s svojimi lastnimi očmi. Če pa vemo, da je to možno, bomo pa razmislili, čakaj, tole mi je pa čudno, kaj pa, če je to mogoče deepfake, bom jaz malo pogledal. To hočem reči, ozavestiti morate možnosti, to ne pomeni, da se to vam zgodi. Da se obstaja že tako rekoč poklic v novinarstvu, da prav čekirajo fact checkersi, da je to dejansko. A so to pristni viri, a ne, posnetki? To je čedalje težje. Čedalje težje. Ne zavidam jim, sej večina jih tega sploh ne uspe delati, ker nimajo časa za to. Jaz organiziram fotopustno predavanje drugič, pa mi je ena izmed izvajalk
zaradi zelo slabih izkušenj z Facebookom, da so imeli prek knjižnice Domžale, so imeli na Facebook Live, da je postal posnetek, da je očitno toliko viralen, da so skrajni indici začeli verjavati, da so v bistvu nekako ugrabili njihov posnetek, naredili so, sami so ustvarili spletnost dogodek, da je zgleda kot original, s klikom na posnetek, spet na teh je pa voden na spletno stran, ker bi bil posnetek plačljiv. Da je nam spada je celo plačala. Se še kaj dogajali, samo ne na Facebook Live dogodku, ampak ko smo dali sponzorirno objavo Facebook dogodka, so se ko se je dogodek začel, nekako je to povezano, čeprav smo bi dogodek začeli na YouTubeu, so gor dajali, v tistem času, ko ne bi se pač začel, so gor narimali te povezave in je tudi ena gospa se pač je plačala nekaj. Ja, tega se morate zavedati, da s tem, ko seveda, če uporabljate Facebook, YouTube, to so zadeve, ki so globoko invazivne, kar se tiče zasebnosti in odpirajo široko področje zlorab. Skratka, jaz zelo dobro razumem predavatelja, ki se noče na ta način izpostavljati, zato ker to so lahko tvegane platforme. To so pač velike korporacije, ki so podvržene samo ameriški zakonodaji, ne naši, in kljub temu, da seveda jih EU čedalje bolj pritiska, jih še vedno ne toliko, da ne bi bogato zlorabljali naše zasebnosti in omogočali vseh mogočih nenavadnih zlorab, žal. Tako da, ja. Zoom je tudi korporacijska zadeva, samo to omogoča vsaj varno uporabo. To, če imate, zlasti če imate te plačljive licence, to pomeni, da imate nadzor nad tem. To je zdaj druga zgodba. Kljub temu, da gre tukaj tudi za korporacijo, ampak je pač zlasti za ta plačljivi del, oni resno jamčijo zasebnost, ker si ne morejo privoščiti, da je ne bi. Facebook pa YouTube, ki ima v lasti, Google, ki ima v lasti YouTube, pa seveda se ne to gladko požvižgata. Tako da ja, te podlage je tudi dobro se jih zavedati, kje to imate. Še kakšni komentarji, vprašanja? V smislu teh prevar, je bila moja partner tako vesela, ker v komentarju je bilo zelo škodljivo, da je zadela na nekaj ime. To sem pa rekel, da je začel da nekaj, da ne opiše telefonsko, se da je počakaj malo, da se zdaj vedeli srčne, ker bi lažen page, ampak je v bistvu na uradni strani lažen komentar, ko sem šel pogledati, da jih je vsaj 300 zadevne, da se pa nagrada ena. To sem pa ugotovil, da je prevara in se tako žalostno Ja, se je naučila prvega vzorčka prevarantskega, jaz sem zadela že v času, še predno so bile te internetne prevare tako popularne, to mi pa res ni bilo jasno. Ok, da dobiš, da na netu redno zadaneš, mislim, na vseh loterijah tega sveta in ne vem, kaj še vse. Pa si 100 000 obiskovalec strani, pa ti dajo iPada, pa ne vem, kaj vse. Zakaj, Ampak to, kar mi je bilo najbolj nenavadno, je v časih, ko sem že delala na Agnesu, na internetu, v 90-ih, nekaj internet že bil odkoren po razvoju, sem jaz dobivala fizično iz Nemčije avte. Zadevala sem Mercedes in ne vem kaj še vse in zdaj, če že nočem, sem kot tega Mercedesa, pa saj tole vzam, pa saj tole vzam. Tak špek sem dobila jaz na 2 meseca iz Nemčije, prevarantski. Komu se to splača? Mislim, poštnina, takrat je bilo še mednarodna, kakšen sem bil v EU-ju, poštnina, ves tist papir, sem kot tiskanje, tega nikoli nisem razumela, a se jim tudi take prevari splača na internetu, pa to praktično zaston, Kupaš pač kupaš dostop do nekaj računalnikov, kjer se vdrla, in prek njih pošiljaš pač količine tega spema in prej slej, sem pa naletiš na tok pa tok bučmanov, ker nasedejo na tvoje prevarjanje. To je zelo, zelo simpelno. Vse se dobivajo, kot recimo maili, da so našali tebe kot dediča,
Ja. Temu se reče nigerijska prevara in zato, ker zares je zlasti izvorno, zdaj še vedno večina teh kriminalnih združb, ki te prevare pošiljajo, prihajajo iz subsaharske Afrike. Ampak začeli se zares v Nigeriji, zato se reče nigerijska prevara, ne naključno. Ampak temelji pa v osnovi predvsem na prevari španskega zapornika. Ko so mislim, da je bilo to v 17. stoletju, je postala popularna in uspešna prevara španskega zapornika, kjer so plemičem v Veliki Britaniji pošiljali prevaranti pisma, da nek njihov daljni sorodnik, da je pač zašel neke težave tam v Španiji in je pač zaprt zaradi nekih eksotičnih lokalnih razmer. Zdaj, on ima v Angliji veliko bogatstvo, ampak ne more prenesti tega keša k sebi, ne? In zdaj, če mu lahko ti pošljaš, ne, sem ko nekaj denarja, pa mu pomagaš pa tako naprej, pa te bo pa on bogato nagradil, ne? To so vzeli Nigerijci za osnovo in ta prevara španskega zapornika je bila pri angleškem plemstvu nekaj časa izredno uspešna, ne, dokler se ni pač počasi, ne, vseh ni velik, ne, tako da so počasi se razvedli med njimi, ne, in ni nehali delati, ne. Ampak ta nigerijska prevara je pa še vedno popularna v vseh možnih oblikah, ne. Sem pokomentirati. Ja. Moja mati, ravno ta, ja. Za Zlaško krivo, ne, so spoznala in nasedla na tako prevaro, ne, v tem ameriškim vojakom, ne, izgleda 12 000 € kredita, ne, in koliko večina. Takih je zelo veliko. Ljubezenske prevare. Hvala Bogu, da tem skrito na sistem maila, ko se tako da se ti spogledal, se to je tako vidim zdaj lukne, ne. Ljubezenske prevare so pa ena najbolj res groznih prevar, ne. Človek, mislim, to targetirajo tipično ženske, ne, ki so pač bolj uspešni pri ženskah kot pri moških, za moške imajo bolj te seksualne prevare, ne, pa potem posnetki, pa podobno, skratka izsiljevanje, ne, tam je več tega. Ženske pa zlasti osamljene so bolj kako tarča takih prevar in to so grozno okrutne prevare. To tako dela, da prepriča pač, mislim, tista klasika, osamljen, mislim, na naš tisto emocionalno plat cika, ne. Osamljen marinc na misiji, zdravnik, klasika, ne. A ta je pa marinc? Zdravniki brez meja, take zadeve, ne, skratka, rešil se je z drago, ne, pogrešal otroke, ki so zdaj v ZDA in nima nobenega stika z njimi, skratka, globoko osamljen, a daj mi otroke? Isti vzorc, ne, ja, sej. Kjer se ga ne bi usmilila, ne, hkrati je pa tako super šarmanten, ne, pa nam še godi, ne, sem kot da glih meni je zbral, ne. Zadeva je res uspešna, ne. In toliko časa se to napeljuje, ker to si vzamejo čas, ne. To ni... Ja. Ker to ni en kriminalc, ne, to je cela združba, ki ima znanje. In oni v bistvu paralelno vsak izmed njih obdeluje toliko pa toliko strank, ne. To je lepo sistematično, vsak ima določen nabor strank, ki jih obdeluje, ne. In na koncu, ko se ta ljubezen neha, končno, mislim, kdo si, tipično si te ženske ne pustijo dopovedati družini, ne, da to je prevara, ne. Kapoj, ki si enkrat noter, si emocionalno vpleten, pa če še nočeš verjeti, da se te okoli prenesel, ne, oboje, ne. In tvoj ego trpi, in tvoje emocije, ne, nočeš verjeti, nočeš, ne. In se ne pustiš družini prepričati, kaj to je, ne. Skratka, in dokler na koncu, enkrat pa tega je konc tipično, ne, potem, ko ti zmanjka denarja, na primer, ne, pa je konc velike ljubezni ali kaj takega, ne, potem pa pride obdobje žalovanja, ne, ker ta človek je obstajal v tvoji glavi, ne, ti si emocionalno navezan na človeka, ki sicer ga ni, ne, ampak ti ga imaš v glavi. In zdaj žaluješ za v bistvu izgubljenim partnerjem, ki ga nikoli ni bilo, ne. To so grozne zgodbe, to so res. In ja,
te številke, koliko te ženske dajo denarja, mislim, koliko nakažejo, so ogromne. Prodajo hiše. Je res. V tej zgodbi je bilo, v naslednjem koraku bi bilo že tam ranga 110 tisoč milijona zdaj ravno že, da bo nekaj več dobila. Hude zgodbe. Ok. A imamo še kakšno vprašanje v zvezi s tole našo temo današnjo? Ali smo zaključili, pa vam dam malo dihati po teh tragičnih zgodbah o marincih na misiji, ne? Ne želim vam nobenega marinca na misiji, prosim, lepo. Ja, seveda. To deluje v praksi, to, da se na začetku vzame več časa za starejše. A to ne 10, recimo, če so 6 predavanj, da se vse spusti že to prej konec. Najboljše, da jih sproti noč spuščate, pa ugotavljate, a je vse v redu in vse dela. Tako, kot pridejo, da si mečkan časa vzamete, pa preverite, če vse v redu, če vse deluje. Pa pogledate, včasih pol mogoče dobite mail od koga, jaz bi se rad priključil, pa ne znam, skratka tok. Zdaj, odvisno se pravi, če je to neka nova publika, ki čisto nič ne poznate, pa veste, da mogoče bojo težave, je fino imeti enega pomočnika, da vam mogoče pomaga, da se mogoče morate celo dva s tem ukvarjati, da jim pogleda, kaj na mailu, skratka, da je malo preverjeno. Ker jaz sem videla že kar hude težave včasih, s tem niso nujno samo starejši, samo večje verjetnosti, samo to je. Tudi šmrkavci znajo biti grozno štorasti. Samo oni bojo hitro kliknili nekaj pogumno, tudi če nimajo pojma. Mogoče, če jim dopustite, bo celo konferenco sesul, ni problema. Oni se ne bojijo, tudi ta razlika med njimi. Nimajo znanja, ampak se ne bojijo. Včasih imajo prakso, včasih ne, včasih so čisto zgubljeni, ampak oni bo kar nekaj klikne. Pa prej slej bo nekaj mogoče delati, bolj so intuitivni. Starejši so malo bolj previdni, pa se bojijo, pa rabijo včasih malo več pomoči. Samo vidim, mi ko smo imeli zapravljeno skupino, se pravi, ko smo imeli stalno skupino, pa na enem izobraževanju sem bila prej na enem webinarju, in so omenili, da je fajn, da v bistvu, sploh če ima starejše, da narediš kar eno tako srečanje za vajo, ko se v bistvu posvetiš samo temu, da se preverja, kako bojo lahko sodelovali, ali znajo vklopiti, ne vem, kamero, mikrofon, ali imajo kakšne posebne, ne vem, računalnike, kakšne težave, kaj no. Tako da smo se res pa enkrat dobili za pol ure samo to in tako so se vladali Zoom pa vse. Ampak je, mislim, pa navodila sem tudi naredila, no. Ja, tudi navodila je. Navodila so bila tudi taka zelo simpel. Smo pa v bistvu delali na Google Meetu, no. Mislim, zdaj tudi stvar platforme, ene so lažje, ene so težje, izbirajte pol seveda raje tudi take platforme, ki so manj kompleksne. Recimo Teamsi so zelo fajn platforma, ampak to je mišljeno kot nek poslovni sistem in je ta videokonferenčni sistem, naprimer, samo del Teamsov. In so z tega stališča manj praktični. Za človeka, ki jih ni vajen, so v bistvu bolj kompleksni. Ker preveč stvari naenkrat omogočajo. Take, kot so recimo tole ali pa Zoom, so pa samo za to namenjene in zato je pač manj kompliciran za enega, ki nima prakse. Tudi to je recimo tak praktičen svet. Ja, to ni slaba ideja, da se naredi generalka, če se lahko seveda, da se ni nujno, vi imate stalno skupino, to je drugo, če so pa to neki novi ljudje. Ja, pa s predavatelji je dobro imeti generalko. Če imate nove predavatelje, je zelo dobro imeti generalko. Ker dogaj boste reševali težave takrat. Mislim, malo se dobite malo prej ali pa dan prej, ampak ja, dobro imeti generalko. Celo boljš je, če imate večji dogodek, pa da več predavatelj, boljš to dan prej narediti, ker bojo vmes imeli še kakšne, bojo lahko imeli še kaj rešeno. Če je zdaj večja zadeva. Mi recimo tipično za vse konference imamo z vsemi predavatelji, ki jih še ne poznamo, obvezne generalke pred konferencami, če so online konference.
Kaj pravite, so še kakšno vprašanje, še kakšni komentarji, zdaj me pa samo še zanima, a ste dobili odgovore na vaše vprašanja, ali ste imeli še kakšne druge ideje, kaj ne bi tukaj bilo, pa jaz sploh se nisem tega dotaknila? Okay. Upam, da res. Nič, potem sem vam pa zahvalila za pozornost. Hvala.